Živijo in en lep pozdrav iz okolice Kranja, tokrat pa v moji družbi fenomenalen športnik, ki ga verjetno vsi poznate, in to je Robert Kranjec. Živeli, pozdrav. Nisva še povedala, greva na Sveti Jošt nad Kranjem in zdaj bo kranjski domačin razložil, kako se pride do Jošta oziroma do tega izhodišča, ker jaz sem pač od GPS in me sem pripel. Ja, zdaj, če se s kranjske strani pride, se gre v bistvu izberete smer Stražišče in ta prvi večji hrib, tam pustite od spodaj avto ali pa majhen višji, so tudi prištimani parkirišča, potem pa pot pod noge. Tičimo gor. A ti greš na Jošta vsak teden ali večkrat na teden? Ja, zdaj s kolesom, kaj je bil vreme, če zdaj ni dežval, sem šel. Vsak dan? Ja, skoraj vsak dan, pa ne vem, po dvakrat, trikrat gor dol. Wow. Se pravi, ti je ta pot že malo dolgočasna? Se grem po cesti, ker grem specialko. Drugače pa tudi vozim z gorcem, ker imajo tukaj na drugi strani urejene proge za okolo. Koliko pa rabiš recimo? Živjo. Koliko pa rabiš s kolesom do gor? Okrog 22 minut nekaj tazga. Peš bova imela pa po moje ne 40? Ja, po moje dobre pol ure, Tako. 40 minut. Ti si letos zadnjič skočil na Planici in me zanima, a se ti že kaj kovca po skakanju ali je to to? Ne, to je to. Mislim, moram reči, da sem užival v vseh teh letih, ampak ne vem, prišlo je do tistega, ne vem, kakor da bi se malo nasitil in manj dost. Pač vem, koliko ta šport zahteva enega odrekanja in ne vem, ne vidim smisla, da bi še naprej to polagal naprej, ker pač ni bilo zdaj po poškodbi več nobenega učinka. Čemu se pa zdaj najbolj posvečaš? Ja, zdaj trenutno delam za fante nove komezone, v bistvu kroje. Se pravi, si še dizajner postal? Ja, pomagam to. Pa, ne vem, pač hodim na kakšne prireditve, ki me porabijo po logonam, družim se hčerko. A Pika je zdaj recimo, sem videla, tudi začela se intenzivno športom ukvarjati. Atletsko trenira? Ja, no, intenzivno. Pri šestah se še bolj igrajo, ampak ja, drugače pa že 3 leta hodim na atletiko. Wow. Vidva sta Piko posvojila iz Gvineje, a ne? Gvineje Bisao, ja. In se mi zdi to res toliko lepa gesta. Ampak po eni strani moraš imeti pa tudi velik pogum, ker ne veš v bistvu, kakšnega otroka boš dobil, a ne? Ja, v bistvu tako je, lahko izbiraš ali med punčko ali fantkam, približen starost tudi poveš, ampak midva pač nisva nič. Edino, kar je bila zahteva, da je pač majhen otrok. Do enega leta? Ja, ker je lažji zaradi vzgoje pa vsega. Drugače pa moram reči, da je bilo tako zanimivo, zelo stresen, drugače ta potek, ja, pa kaj moraš pač rihtati papirje, pa dol moraš iti na sodišče, pa ne ško od njih pričakovati, pa so le Afričani samo drugače razmišljajo tam in ampak je bilo v redu. Ampak na začetku verjetno, ne glede na to, da sta oba belca, pa sta hodila s punčko, ki je pač temnopolta, a ti je bilo tako neprijetno, ker se veš, kakšni so Slovenci, pa kažejo s prstom pa tako, a ne? Ja, mogoče na začetku malo, pa niti ne. Bolj sem se preslišal te stvari, res da je pač vsak, mislim, veliko smo Slovenci, tako da radi obrekujemo, ampak se kaj da ne dam jaz kaj dosti motati. Jaz sem to naredil zaradi špele, zaradi sebe, pa zaradi eno, da pomagam in to je to. A je Pika tako kdaj rekla, da bi šla na obisk recimo, ne vem, k sorodnikom? Ja, zdaj ima skozi več. Zadnje pol leta se mi zdi, da kar konstantno enkrat na teden reče, da bi šla sestrce pogledati, ker ima še 2 sestre. Tako da zdaj razmišljamo, če ne bi šli drug let, pa pač v njihov konc, pa poj še malo po Afriki. Se en krok naredi za 3 tedne. Še nisem bila v Afriki. Tam, ko sem bil jaz v Gvineji Bisao, nisem nič zamudila. Kjer ni nič zavideti. Ti drugače zelo rad potuješ, a ne? In tudi narejen imaš izpit za potapljanje. Enkrat sem brala, da se koliko na 45 metrov. Ja, to je pač dovoljen za to, kar imam jaz. Ja, mislim amater, jaz sem reševalec potapljač. A ja, tako prav? Wow. Hotel sem leto še nekaj naprej delati sam.
Ne vem, pač ni časovno znesel, tako da sem se sam bolj potapljal pa užival. Aha. Ne, meni je ful dobro to. Tam sam si, Ja, v tišini, moški. tišini, ja, zdaj ben ti ne more kaj dosti govoriti, razen pač znaki, kar so z rokami, tako da je ful je dobro, no. Če mogoče kdo ne ve, je Robert Kranjec zaposlen tudi na policiji, ampak nisi glih policaj, a ne? Ne, kot vrhunski športnik sem zaposlen. Ja. Kaj pa potem v bistvu delaš? Je odvisno, na kakšne prireditve greš, Ja. za otroke sem bil veliko, Aha. pa osveščanje na motorju, tako in na začetku sezone. Če se zdaj vrneva na skakanje, a ne? Ja, ti si začel skakati pri 10. Ja, A 9 sem bil star, 3. razred. Sam, kako recimo se sploh enega tako majhnega fantka prepriča, da bo šel tam gor in skočil, ne vem, 3 metre dol? Veš, kako je danes, danes začne že pri 4, 5, res? 6, tako da... A pa se tako spomniš prav tega prvega trenutka, Ja, da jaz so se ti rekli? spomnim, ja. Začel sem v bistvu zaradi enega prijatelja mojega, ki je skakal, Bene Norčič. Aha. Na eno tekmo smo šli en memorial gledati zvečer, pa sem pa rekel, Bene, naj prijem. Ja. Sem prišel z alpskim smučem tja, šel na 7-metrsko skakalnico in skočil. In to je to. To je to, ja. V prvo. 7 Sem bil že metrov. 9 star takrat. Vseeno, jaz si še zdaj ne bi upal na 27, da... Ne, veš kako je, sem včasih za hribom, tam kjer smo včasih živeli z mami, Aha. in hrib in tam smo skozi skakalnice delali in smo pač odzad skakali. In ni bilo nič tazga, no. Verjetno skakalc glih ne more postati kakšen, ki ima 100 kg, oziroma kakšen močen otrok, ali pa mora iti na neko posebno dieto. Kako ste v bistvu vi vzdrževali, da ste skozi tako vitki? Ja, ko si v mlajših selekcijah, Ja. te začnejo pač pripravljati, ne vem, trenerji ali pa strokovnjaki, te malo izobražujejo glede prehranjevanja. Kaj zdravo, katero hrano skupaj kombinirati. Pa poj pa pač stvar, to je vsakega posameznika. Ja. Eni pač normalno jejo, eni smo pa mogli ful paziti, ne, tako da... A tebi se hitro pol pozna? Ja, jaz sem mogel biti zelo strikten s prehrano. A pa si bil kdaj tako ful jezen, pa si se rekel v pismu, zakaj ne morem ne požreti zdaj enega hamburgerja, pa... Ja, mislim, ja, valjda, seveda prije to. Kdaj, ali pa tako, ne vem, jaz sem bil konstantno, sem bil lačen skozi. In koliko kil moraš imeti, recimo, ti si koliko visok, 1,75 m? Jaz sem 75, se pravi minimalno imam lahko 61 kg, zdaj pa, če grem pa pod to težo, se mi pa pač režejo smuče. Ko? Manjše smuče moraš poje vzemati, ne. A res, se pravi moraš imeti tam okoli 60 kg. Zame je bilo tako, sem se jaz najbolj počutil, ja. Tam Aha. 60 pa pol 61. In to je dejansko, jaz imam toliko kil, pa sem ženska. Moški imate pa ponavadi ne še več. To je pa res težko po moje. Mislim, večkrat težko je, če imaš ti 2-krat na dan trening ali pa 3-krat na dan. Ampak se telo je pregnan, sem vse navad. A res? Ja. Kako ga pa recimo pretentaš, če si fulačen? Sam se plažeš. Veš kako je, ko sem bil na teh kilah nizkih, sem mogel še paziti, koliko ima v nos tekočine. Ne. A še to? Ja, pa cukra itak nisem pil, ne vem, koliko pa tega. Še za planico sem te hotela nekaj vprašati. Recimo, kdaj, ko prideš čisto na vrh planice, pa pogledaš dol, imaš največjo tremo? Je to takrat, ko ful piha? Ali ko je nekakšna odločitvena tekma? Pač vznemirjen si tako malo adrenalina, ne. Ampak nikoli te ni skrbel, da bi strmoglavo pa se razbil? Ne, edino mogoče zadnji skok, ko sem ga naredil v planici, sem se tako vprašal, zakaj mi tega treba, ker nisem bil več z glavo tam. A res? Ja, poleti niso tako mači kašelj, da se prijem dol pa se spustiš. Ja. Ja, tako da tam sem pa imel tremo, ja. Aha. Ampak si skočil čez 200 metrov? 213. Ja, to je ful. Ja. Pa si bil pripravljen? Ja, bolj sem se čez pel, meni je bilo važno, da nam padlo, no pa še pika mi zamahala in... Ja, a so bile solze v očeh?
Pa niti ne. Ni. Ajde, mogoče pol zvečer smo bili s prijatelji malo skupaj, ampak je čisto prvi. Glede na to, da si rekorder v skokih čez 200 metrov, a ti je to kdaj v glavo stopil? Ne, zato ker to itak ni noben podatek, to nič ne šteje. To je kar nekaj, no. To lahko vsak. Ja, to mislim. Evo, Sveti Jošt. To je to. Jaz najdu nekaj zate. Zdaj sva na vrhu in se vidi tale neka zelena Gričak. planjava, ko se reče. In tukaj si se ti naučil bordati. Kaj sem se valil po tleh, kaj sem se učil. Zakaj si šel pa sem? Ne, zato kleš, kako tam nas smučiš. Najprej sem se hotel naučiti, da me Ben nagleda, da priješ na smučišče. Se klete v bistvu vsi dol iz Jošta gledajo. Nisem še slišala, da bi kdo zbral tole mesto za bordanje. Tako da... Da smo bili še mlad. Dvomim, če bi zdaj koga videla. Evo, To mi pa zdaj. Čak, se pravi, to je tatu narejen iz česa, ni navaden ta tinta? Ne, to je iz bambusovo palca dela. Aha, in to si naredil v Indoneziji? V Indoneziji, ja, tam redno domačino. Zakaj si se pa odločil za ta tatu? Ja, ne, in hotel sem ta tradicionalen indonezijski Želvo. Mislim, želvo sem tako, ka mi je ful dobra mi je žila, tako zanimiva pod vodo. Si jo že videl? Ja. Zdaj smo pa prišla še na razgled številka 2 in vidimo Šmarno goro. V ozadju je pa Jošt. Glede na to, da ti že tako dolgo skačeš, bi mi mogoče lahko pokazal, kako lahko začneš. Zdaj imamo tukaj tobogan, ki je tako malo podoben skakalnici. Recimo, da je malo večno nalet je, ker začnejo otroci skakati, kot tole. Tole? A res? No, pa sem ta pravo to zbrala. Pa se podrinaš. Tako malo bolj plena narazan. Tako, pa malo nižji. Zdaj pa nižji strupam. Takole uram sicer. Tako, zdaj pa strupni nižji. Pa kar opet, gor ga moraš položiti. Kaj? Trup moraš gor položiti na takole? kolena. Tako, evo, to je to. To pa kar peče noge. Malo biti natreniran. In pa se odrineš. Pa samo naprej se odrineš. To je to. Kaj pa ti skavate, a veš, da te en ujame tako kot pri Dirty Dancingu? Kaj te trenirajo. Ja. To je v bistvu, kad čepiš, pa ta odriv narediš tako, na mis, pa te pa trenirajo jame zaradi tega, da je podoben simuliraš. Podoben je kot zmizevan. A si velikrat padel? Ne, nikoli. A nikoli? Mogoče enkrat. Zdaj pa še razgled številka 3. Cerkvico in indici v ozadju. Rekel si, da cerkveno se nisi poročil, zato ker ste se naskrivaj na otoku, Sansko v bistvu. Ja, smo se na Baliju poročili, pa smo pa šli z Ruzaki okoli po Indoneziji kruzače. Pršparali ste na svatih. Na svatih, ja, na vsem, na obleki. Ne, super je bilo, le meni je bilo. Tako smo se odločili. Če bi se še enkrat bi se isto. Čisto bi naredili. Ekola, midva sva že v dolini in zdaj greva nekaj dobrega pojesnega meska v gostilno Rekar v Kranj. Zdaj sva pa že v Kranju pri gostilni Rekar in moram v bistvu povedati, da sem zelo presenečena, da cel izlet nisi niti enkrat rekel AN. Ja, se mi zdi, da je to tako značilno za Kranjčane. Ne, po moje pa tudi odvisen je, s katerega predela, tako vsi, ne vem, Cerklah, Cerkelj, Šenčurja, in Škofjelo, ki imajo drug narečje. Aha, je bolj ta. Tako po moje je bolj kot malo poveseka. Tako je. Zdaj greva jest. Katera je tvoja najljubša hrana?
mogel odločiti. Da bi se mogel za eno stvar pa preko, da je meso. Pripravili smo vam domačo jetrno pašteto z orehi, malo dimne postrve z oljčnim oljem ter parmezan. A res? To je rekel, da je domač špinač. Kruh. Tale pomaš, a si Tale, ja, zato tega. Probi zdaj ribo. Če kaj rekel, da je? Dimljena. Dimljena. Ja. In? A ni dober? A ne da? Vse ima tako močen okus. Ampak ne tako, da bi bile kakšne ojačevalci okusa. Ne, ful je dober. Samo po sebi. Za vas smo pripravili file postrvi, ki smo jo polovico naredili za mandeljni, polovico na žaru, dodali smo bučke ter jurčke in s pečenim krompirjem. Za gospod smo pa pripravili jagnječjo kračo s popečenim mladim sirom, pečenim krompirjem in zelenjavnim življenjem. Super, hvala. Življenje, vidiš, da bo še dolg tako sijal. To vidiš. Lahko boš meso, ful mehko. Ja? Wow, tukaj je ena riba tako mehko. A načite mehko, ne? Daj to probi. Prav paše to mandeljno kuhanje, ne? Ful je dobro, ne? Se pravi, ti ful rad kuhaš doma. Dobro znaš kuhati, bi rekel. Dobar, ajde. Učim se, ne? Ja, Ja. da si pa skromen, lej. Ja, ne, rad kakšen meso, kakšne ribe, testenine, tako. Kdo boljš naredi, ti ali Špela? Ja. Ona rižota naredi, pa kakšne juhe, za ostale stvari sem pa jaz. Evo, končni rezultat. Si pojedel kot lačen pes. Kaj pa zdaj še gor pride? Zdaj bomo pripravili domače pravljične pite. Dali smo polovico jabolčne, polovico skuto z malinami. Dodali bomo malo vaniljeve kreme ter msel led. Pravljična pita za pravljični okus. Se pravi, v gostilni Rekar ste najbolj znani po tem, ali še čem? Ne, seveda še po drugih stvarih, poleg naše ponudbe. Recimo v zimskem času smo najbolj poznani tudi s tem. Naša zgodovina je zrasla, naše hiše, domače kravice, pečenice. Zdaj pa delamo bolj tudi sezonske jedi. Moja pregreha je kakšna domača sladica, ne? A imaš tudi kakšno pregreho? Ne vem, tako prav, da bi bil cukrast, nisem. Kaj pa tako razvado nasploh? Razvado. A kava? Ja, mogoče da preveč kav spijem na dan. A res? Čeprav si rekel, da ti ni žal, da si skoke treniral, si pa rekel, da pike pa ne bi dal nikoli skakati. Zakaj ne? Ne vem, jaz vem, koliko sem vložil v ta šport, pa koliko je enih odrekanj, se mi zdi, da lahko izbereš šport. Ali pa ne vem, pa zdaj trenutno, ne vem, kakšen šport, ki je veliko lažje, tako. Ne bi tega prošel. Ker sem ugotovila, da je Robi začel komi zdaj uživati življenje, ker dejansko, ko si imel skoke pa tekmovanja, niti na morje nisi šel, a ne? Nekaj poletje, sezona za pripravo, pa še poletno sezono imamo na plastiki in več ali manj sem hodil na vse tekme. Najedel si se tudi zdaj še za vsa leta za nazaj. Ja, zdaj pridobivam not, ja. Evo, in vsega lepega enkrat konec. Meni je bilo super fino, fajn, res hvala, ker si si vzel čas. Upam, da še kdaj ponoviva. Ja, seveda. A nisi rekel nekaj nudejo s kolesami, sem lahko rogost. Jej, ok, din snimat bo mičkan težko, ampak se bomo zverzirali do drugih. Daš na balans. Ja, ti greš zdaj po hčerko, ne, Piko. Jaz grem pa še do Slapu šum, ker je Robi rekel, da je tam zelo lepo.
Ja, lep je. Ja. Pa blizu Kranja je, ne? 4 km več. Okay. To No, bomo še en, dva, tri. tako da tebi lep dan še naprej, meni pa uspešen potep še naprej. Po točno 10 minutah vožnje iz Kranja prideš do vasi Zgornja Besnica, pri tabli pustiš avto in potem prideš v prečudovit gozd. Zdaj pa rabim samo še 15 minut do Slapu šum. Slap šum je največji potočni slap v Sloveniji in se ga res splača priti pogledat. Za konec pa samo še zadnje povabilo in sicer, da všečkate Facebook stran Lea Mederal in pa Lepote Slovenije. Čau!